Pisala mi je Katja, ki sicer pravi, da zelo malo poje, ampak je teža še kar narašča. Kje je problem? Živjo, sem Jernej Koprivnikar, Proteini.si svetovalec in fitness trener. Imaš vprašanje ali dilemo? Piši mi še danes. Vsak dan se srečujem s tem stavkom. Zelo malo pojem, pa se še kar redim. Verjetno je to ščitnica, geni. Ja, geni, ja. A veš, kaj je resnica? Čist preprosto. Preveč poješ. Ljudje se sploh ne zavedamo, koliko hrane pojemo na dan. In zakaj je tako? Glej dalje. A veš tisti majhen rogljiček, ki ga zjutraj poješ, skupaj z belo kavo in kaj poln čokolade? Ta ima kalorij toliko kot cela malca, ampak ti poješ potem še enega po kosilu. A si še zmeraj prepričana, da toliko malo poješ? In kar naenkrat je tvoj dnevni vnos hrane prevelik. In kilogrami se kar kopičijo in kopičijo. Za začetek je zelo pomembno, da se zavedamo, kakšne so naše prehranjevalne navade, še posebej, ko želimo shujšati. Piši si dnevnik obrokov in načrtuj, kaj boš pojedla čez dan. Le tako boš vedela, koliko dejansko poješ. In zdaj, ko ti je jasno, kje je problem, se lahko lotiš spremembe v ta pravo smer. Priporočam uživanje 4 do 5 obrokov dnevno, od katerih ne bo pa zajtrk najpomembnejši. Če pa obroke spuščamo, se zgodi, da smo lačni in kaj se potem zgodi? Gremo v trgovino, kupimo vse, kar nam pade pod roke in kar je še najhuj, pol vse tudi pojemo in to naenkrat. Vsak manjkajoč obrok sam pomeni, da bomo pa naslednjem obroku pojedli več in sigurno manj kakovostno hrano. Zato moramo telesu zagotavljati dovolj hranil, da ne bo imelo potrebe po shranjevanju zalog in kopičenju maščob. Zato načrtuj obroke in bodi dosledna pri tem. Ko pa se znajdemo v stiski s časom ali pa smo kje na poti, ponavadi pojemo vse, kar nam pade pod roke ali pa kar je še huje. Obrok izpustimo, to pa je najslabše, kar lahko naredimo. Torej, če smo na poti ali nekje v zadregi, zelo dobra alternativa enemu obroku, da pojemo vsaj neko proteinsko tablico ali pa spijemo proteinski šejk, tako se bomo vsaj nasitili pa dobili dovolj beljakovin in hranil v svoje telo. Tu, če greš 2-krat na teden v fitness, pa zraven delaš tudi kardio, to še ne pomeni, da se tvoja potreba po energiji povečala. Vkolikor imaš sedečo delo in izvajaš trening 3-krat tedensko, je to še zmeri bolj lahka aktivnost, zato ti ni treba pojesti nič več. Več gibanja, več porabe energije je hujšanje in obratno. Manj gibanja, manjša poraba, shranjevanje maščob. No, in ti se od ponedeljka do petka pridno držiš zdrave prehrane, potem pa pride vikend in kar misliš, da je čas za nagrado. In ti poješ vse, kar ti pade pod roke in še malo dodaš zraven. In tako uničaš cel teden trdega dela. Tako ne boš prišla do rezultatov, punca. Nemogoče se 100% držati samo zdrave in uravnotežene prehrane. In prav je, da si privoščiš tudi cheat meal, ampak z glavo, ne zmeči vsega vase. No, in zakaj to ne funkcionira? Če ustvarjaš vsak dan manko 500 kalorij od ponedeljka do petka, na konec tedna narediš primanjkljaj 2500 kalorij. In zdaj pride vikend in ti ješ vse, burek, pico, tortico, karkoli in na dan poješ 5000 kalorij. In to je 10 000 kalorij v 2 dneh. Si predstavljaš, 10 000 kalorij. Tvoja celodnevna poraba pa ne bila 3000 kalorij. In kaj si zdaj naredila? Namesto primanjkljaja si naredila ogromen višek kalorij. Čez vikend si ustvarila 4000 kalorij viška. In če odšteješ trud celotnega tedna 2500 kalorij, dobiš 1500 kalorij viška. A je še kriva genetika? Rezultate pričakuješ takoj. Držiš se diete teden, 2, pa ni vidnih učinkov. Katja, lej, nisi se zredila v enem tednu in tudi shujšala ne boš v enem tednu. Bodi potrpežljiva, rezultati bodo prišli, to ti garantiram. Imaš vprašanje, piši mi na info@proteini.si in z veseljem ti odgovorim.